A veste, da je Duster prav en cool avto, sploh tale, ki ima pod pokrovom nov 1,3 litrski turbobencinski stroj s 110 kW moči oziroma 150 konjički. Nam je bil od nekdaj všeč, ker je za dober denar ponujal dobre terenske zmogljivosti in kar veliko prostora, no, po lanski prenovi pa še prijetno notranjost. V bistvu mu nič kaj ne manjka, se pa nam pravi zdi samo takšen štirikolesnim pogonom, da zares zaživi. V tem primeru je prva prestava izredno kratka, da ima motor dovolj navora, kar pomeni, da boste morali zelo hitro prestaviti v drugo in naprej, sicer boste non-stop cukali in je malo tečno. No, tale oprema Tech-Road ima tudi veliko zanimivih dodatkov. Baje je tudi zanesljiv. Ideja. Matej, poklič Iztoka, spakirite kufre, gremo v Turčijo. Kam? V Turčijo, no nehaj, nared, kot sem rekel. Adijo. Ajde. Tole kar na knap. Ja, ti laufi. Matej je edini, ki je te tople gate sabo vzel in se mu mudi. Oddati kovček, mi pa imamo še 7 minut do boardinga, ni panike. Je fajn leteti iz Ljubljane, ker je majhno letališče, pa si takoj tam. Duster, tega upa naš Vale parkiral. Turkish Airlines je itak edina izbira za direktno leteti iz Ljubljane v Istanbul, kar pa nikakor ne pomeni, da je slaba. Let traja v bistvu dobri 2 urci, avion je Airbus 321-200, imam fino veliko prostora, dober zid sem si izbral. Tole berem, da imajo kar 350 potniških in tovornih letal, naročili pa so še 30 novih Dreamlinerjev in 30 Airbusov 350. Pa že tako imajo v bistvu eno najmlajših flot na svetu. Kaj jih dela tako uspešne? Ja, to, da letijo na 316 destinacij v kar 126 državah in pri tem imajo 83% zasedenost. Malo boljš kot nekoč naša Adria, ne? No, vidite, zato se splača imeti dobro domačo družbo, da je že prvi vtis o državi, kamor letiš, zelo fajn. Sploh pa letališče, res so dobro tole izrihtali Turki. Sem prej nekje prebral, da so v samo 33 urah sem pripeljali za 47 ton stare opreme z prejšnjega letališča in pri tem prevozili 400 000 kilometrov okrog vseh teh terminalov. Ko me čakam, da tudi v Ljubljani na Brniku dobimo nov terminal, da bomo na nekaj lahko ponosni. Ok, Rent-A-Car. Evo ga, spet Duster, prašnik po slovensko. Okoli 35 € na dan, vključena vsa zavarovanja, ker pri Turkih nikoli ne veš. Avto pa... Ico? Oprema Prestige je tole, kar je pri Turkih srednji nivo, zato recimo nima velikega zaslona na dotik in še česa. Tale pa ima prevoženih slabih 42 jurjev in očitno kar težkih, ne, zaradi tega, ker praski kar nekaj. Ampak pazite to. Tale z dokaj slabo opremo tule stane 25 jurjev, pri nas pa sta boljšo 17 jurjev. Mislim, ne vem, kje si Turki vzamejo dodatnih 8 jurjev, verjetno si to da Erdogan. Pogon je tukaj spredaj. Motor je 1,5 litrski turbodizelski, ki nam je zdaj po 500 prevoženih kilometrih poprečno porabil 6 litrov na 100 km. Edino ni mi jasno, kako smo lahko noter nalili 40 litrov nafte po toliko prevoženih kilometrih. Ziher ni bil polno prevzemo. Tako da mi tudi ne smemo naliti do roba, ko ga vrnemo. A ščuvan že? Ja. Je hecen, da Štajerc to Gorencu reče. No, je pa k sreči vsaj nafta poceni, manj kot 1 € je liter, kar je sploh fajn, če se voziš toliko kot mi. Iztok je pa še posebej vesel, ker ima robotiziran 7-stopenjski menjalnik DCT. Smo pa v Aziji. Turčija je država, ki leži v bistvu na 2 celinah in Istanbul je največje mesto na svetu, ki leži na 2 celinah. Poglejte, kako lep most ju povezuje. 5 ur smo rabili do Ankare, ki je glavno mesto Turčije in ima 4,6 milijona prebivalcev. Matej je zrihtal ful en lep hotel zraven starega mesta na hribčku sredi mesta, kjer je še en tak nor grad, ki je bil zgrajen baje pred Kristusom. Navdušen nad folklorom.
smo šli en krogec in kupili spominke, ampak nas dejansko matrajo takšne stvari, kot je Kapadokija. Ej, se pa je že kar lačen. Gremo na en, ne vem, kebab ali neki, da icamo še bundo, kaj mre. Ne bom tega jedel, to je spet cukor. Boh. To dobro, ki ga mi Preveč sta. je, hvala. Spet, gremo tam, ne. Pred 3 do 4 milijoni let so tule na polno bruhali vulkani in nastala je taka 5000 km dolga skalnata planota, ki je čisto vsa na višini nad 1000 metrov. Kapadokija pomeni dežela krasnih konjev, ker jih še danes uporabljajo kot alternativno prevozno sredstvo. Lepa pa je zaradi vsega tega, mislim, pogledajte jame, pa gmote in skale. Tukaj velikokrat prirejajo celo koncerte. Baje je v jamah tudi več kot 600 cerkva s takimi krasnimi freskami in ne vem, zakaj bi sploh šel od tu, če je tako lepo. Ja, tukaj pridelujejo tudi vino in preden unadva to zvesta je boljš, da gremo. Nič, ti kar pel. Pel, no. Ja, tudi mi smo spali v skali. Ko smo včeraj zvečer prišli v naš skalnat hotel, se je začelo temniti in je bilo res krasno. Lep hotel, lepa dekoracija, lepe izložbe, lepe ulice, lepe lučke. Sej imaš dostno. Allah, no. Mislim, zdaj gremo proti Konji in vam še par stvari lahko povemo o Prašniku, ne. 40 čiskamo odpalamo, je tak? Ja. Tudi jemo lahko noc, en tule sicer teži. No, tudi prtljago za 4 čiskamo od pogoltno in na tehle cestah, ki so precej boljše, kot smo mislili, ne, je čisto dovolj udobno. Edino prepoznavanje znakov manjka, zato ker tu praktično ne vidiš nobene table in pol ne veš, ali je omejitev 50, 60, 90 ali pa avtocestnih 120 na teh njihovih dvopasovnicah, ne. Sej, koliko je sploh tu? No? Super, jaz tudi ne vem. No, proti jugu gremo, ker prej smo bili sam 300 km stran od Sirije, pa gremo reč drugam, ne, da nam Matejeva žena jezne. Ja. Tja, ni vsako spanje hotel s 5 zvezdicami in tukaj v Konji je bilo kar zahojeno. Je bilo pa vsaj pocen. Manj kot 50 € soba za 4 in vsak smo imeli svojo poslo. O ja. No, sicer imajo pa Turki veliko lepih cest, v bistvu malo prometa izven mest, večina policajev so pa makete, tako da je prav fajn potovati. Sploh, če imaš na poti take lepe stvari, kot je vulkan Hasanda, ki je svojo lavo bruhal 7 milijonov let nazaj, no, tako je rekel vodič v podzemnem mestu. Ja, ne, pa smo še študirali, če bi mu dali tistih 100 lir za vodenje, kaj to dobrih 15 €, ne. Ampak je bilo na koncu tek fajn, da sploh nismo hoteli naprej iti, ker je ful zanimivo. Mislim, 5000 let nazaj so to zadevo zgradili, pol so jo uporabljali za skrivanje pred sovražniki, ne? Nekaj let nazaj pa še za shranjevanje za ozimnico, pa vino. Ja, vino. Dej, nehiti, gremo. No. Ti voziš. Seveda, če ta sem v vinu sane. Ista pa unadva? Nimam pojma. Grejo mi da samo. Naše poti so kar naporne, ker hočemo pač veliko videti, ne. In zdaj smo v 3 dneh prevozili že skoraj 2000 km, narava nas pa cel cajt preseneča. Mislim, enkrat misliš, da si v Mongoliji, pol si v Tuniziji, pol si v Kanadi, pol si v puščavi spet. Mesta jih povej. Smog. Lej, smog pa skoraj povsod, ne. Tako da tamle Matej se skozi pritoževal, da ga grlo peče. Ampak povsod je Duster super, ker noben se nama posebej pritožuje, da ni placa. Je tak? No, vidiš, je super, ne. Pa še ceste so super. Kdo bi se mislil? Turčija. Meni edino manjka tule tisti velik zaslon na dotik, da bi lažje zbiral musko, recimo, ne, ali pa še kaj druga pogledal, ampak to se itak lahko doplača. Tudi med Slovenci je Duster zelo popularen. Lani, recimo, pazi to, so jih prodali tam od 30 do 40 na mesec, kar pomeni, da jih je kar veliko na cestah, mislim, se jih vidite, ne. To pa zato, ker dobiš veliko za svoj denar. Pa še tale menjalnik je fajn. Je fajn, ne? Ja, priporočam. Temperatura ta cajt v Turčiji je stalno okoli 10 stopinj, doma je pa to cajt, ko je mrzlo in je treba naći kako belo podlago, ne?
teh dnevih v Turčiji še vedno vztrajamo pri lokalni hrani, ker je zelo okusna, poceni, edino pivo je malo težko dobiti. Ne? Tole recimo et šiš stane 5 evrov, to so taka goveja nabodala in so res dobra. Solata je pa 2 evra in to je samo za mene, ni za te, veš, oprosti. Ne, nisi naročil solate, jaz nisem pa. Nehaj. Tebe tudi neče zebe v noge. Ne, če je topla voda. Ta nagore je tako vroča, da me je že žgal. Pa Mukaleso tole v prevodu bombažni grad, ker je tako lepo snežno bel. Noro, če se takšnega še nisem videl. Ja, pa kaj veš, da legenda pravi, da je baje tole strjen bombaž, ki so ga sem nastavili velikani, da se posuši. Včasih so se tule gor vozili z avti, z motorji, potem pa prišlo lepega dne vse skupaj pod UNESCO zaščito, so mogli cesto razdret, hotele podret, da bo tudi za naše zanamce nekaj ostalo. Ne? Je pa v tej vroči vodi ful velika pnenca, viš, in pušča tako lepo sled belo, ko se tule gor lepo nalaga. V enih bazenčkih se pa kupajo celo obiskovalci. Okay. Torej, smo ugotovili, da je Duster povsod super. Ja, na pravem snegu še ne vemo, če je v redu. Čak. Ja, tudi po snegu gre, čeprav zdaj dež. Tečen dež.